Derbi šestega kola Prve lige Telekom Slovenije med Domžalami in Ljubljansko Olimpijo je poskrbel za izjemno kuliso v športnem parku Domžale. Glavna tribuna je bila premajhna za vse, ki so si tekmo želeli ogledati v živo. 3000 gledalcev je pripravilo lep nogometni večer, ki je minil brez izgredov in je bil prava reklama za slovenski nogomet. Trener Luka Elzner je v primerjavi s tekmo proti Kopru v udarni 11-terici naredil 2 zamenjavi. Namesto Matica Črnica je začel Jan Repas, Zenija Husmanija pa je zamenjal Žuninjo. Dvakratni prvaki so se v tekmo podali kot vodilno moštvo lige, saj so imeli točko prednosti pred aktualnimi prvaki iz Ljubljane. Tekmo so s sredine igrišča začeli gostje, ki so imeli tudi prvo priložnost na tekmi. V 13. minuti napaka Gabra Dobrovoljca, do žoge je prišel Etienne Velikonja, takole je streljal, na pravem mestu pa je bil Dobrovoljc, ki je žogo uspešno blokiral. 3 minute pozneje, znova v napadu Olimpija, Zajc do Kirma, ta s prve v sredino streljal je Velikonja, odbil je Golubovič, potem pa še Vobaj s škaricami čez gol Domžal. V 19. minuti pa vodstvo za goste, lepa akcija Velikonje in Zajca, ki je premagal nemočnega vratarja Goluboviča in popeljal Olimpijo v vodstvo z 1:0. In še 32. minuta, poizkus Kronavetra, odlična obramba Goluboviča in prvi polčas se je končal z minimalnim vodstvom Olimpije. Trener Luka Elzner je med odmorom naredil prvo zamenjavo, namesto Repasa je vstopil Slobodan Vuk. Drugi polčas so bolje začeli Domžalčani, po podaji Morela je takole sprožil Horvat, žoga mimo leve vratnice. V 57. minuti požrtvovalnost Antonija Manceja, uspešno je potem prodiral proti kazenskemu prostoru Olimpije, odločil se je za strel, gostje pa so odbili v kot. Kot je izvedel Alvaro Brači, nevarno je poizkušal kar z neposrednim strelom na drugo vratnico, tam pa je bil Kenan Bajrić, ki je žogo izbil. V 63. minuti prvi napad Olimpije, v drugem polčasu Vobaj za Bajrića, sam je bil Kirm, ki je močno streljal z glavo, Golubovič je odbil Aledo, Roka Kronavetra, ki je podvojil vodstvo Olimpije na 2:0. 3 minute pozneje Kirm iz avta proti Kronavetru, takole je sprožil, strelec drugega gola meril je previsoko. 73. minuta, Morel z imenitno podajo na desno stran proti Bračiju, ta je v kazenskem prostoru našel Manceja, ki pa je z glavo streljal mimo leve vratnice. V 77. minuti dvojna podaja Kirma in Vobaja, ta je potem uspešno preigral Bračija, prišel vse do vrat Domžal, presenetil tudi domačega čuvaja mreže in povišal vodstvo Olimpije na 3:0. Kljub visokemu zaostanku se Domžalčani niso udali. V 80. minuti je takole v kazenskem prostoru poizkušal preigravati Slobodan Vuk, na koncu je žogo namestil Marku Alvirju, ta pa je s pravo bombo premagal nemočnega vratarja Šeligo. Drugi gol Alvirja v letošnji sezoni, prvi v domačem prvenstvu. In še 81. minuta, Morel je takole zapustil Alvirja, žoga se je odbila do Kronavetra, ta jo je odbil nazaj do Alvirja, ki pa je iz ugodnega položaja streljal previsoko. 2 minuti pozneje še prosti strel za Alvirja, žoga mimo vrat in končalo se je zmago Olimpije s 3:1. Žal mi je, da nismo niti odigrali to tekmo, ker smo bili izredno slabo mentalno pripravljeni, moram reči, da tudi taktično, pa pri osnovah smo odpovedali veliko tehničnih napak, veliko napak osnovnih, tudi malo panično delovali, kot da nam je prva tekma po dolgem času, ampak težko si zdaj naštevamo razloge oziroma moramo biti pozitivni, gledati naprej, ker imamo za sabo, smo imeli dober niz, trajal je dolgo, tako da bo vmes tudi kakšna taka tekma prišla. Ni dobro, da pride na derbiju na domačem igrišču, kjer odpovemo, ampak enostavno čestitati nasprotniku danes, jutri biti boljši za nadaljevanje prvenstva.
Domžalčani bodo pred reprezentančnim odmorom gostovali še v Novi Gorici, dvoboj proti drugouvrščeni Gorici bo v petek ob 20:15.